Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, v kateri bomo danes govorili o tem, na kaj vse je treba paziti ob nakupu starejše nepremičnine. Z mano v studiu sta sogovornika Matjaž Lindorfer, direktor podjetja Taros d.o.o., ki se ukvarja s prenovami in renovacijami. Dobrodošli. In pa Barbara Pečenik iz podjetja Baza, pravnica. Dobrodošli. Pozdravljena. Zakaj po vajinih izkušnjah kupci v Sloveniji tako pogosto se odločajo za nakup starejših nepremičnin? Je to mogoče neka želja po romantiki bivanja v starejši hiši ali gre preprosto za pomanjkanje stavbnega fonda? Po naših izkušnjah je tako predvsem zaradi same cene pa to, ne. Zaradi tega, ker recimo rabljene nepremičnine vemo, da so da imajo večinoma nižje cene, če primerjamo na isti lokaciji, ne. Recimo, ne vem, če primerjamo Ljubljana, recimo novogradnja, ne vem, je 5-6 tisoč in gor. Recimo rabljena stanovanja so 4 do 5 tisoč kvadratni meter in recimo, ko to potem pomnožiš kar 60-70 kvadratov, pride razlika v ceni, ne vem, 50 do 100 tisoč evrov. In ljudje to vidijo in na isti lokaciji si mislijo, da lokacija je pomembna, drugo bomo itak preuredili in se odločajo rajš, pogostokrat za, ta rabljena stanovanja, pa to, verjamem pa tudi, da recimo nekateri, ki imajo več denarja, pa to, da izberejo, tudi te romantične variante, ki zagledajo kako staro vilo, pa preuredijo, pa želijo v njej živeti, no. Tako da, po moje je vsega različnega na trgu, ampak po večini pa predvsem zaradi cene, no. Pa pri tem, no, ko se nekako navdušijo nad nižjo ceno rabljene nepremičnine, mogoče pozabijo na strošek prenove, ki vseeno na koncu koncev tudi ni najmanjši. Ja, s tem bi se zelo strinjal, pa to, ne, vidijo tisto eno ceno, ne. Zdaj vemo, predvsem mladi, recimo imajo neko omejene budžete, ne, in če vidi ceno, recimo za rabljeno stanovanje 350 tisoč evrov, si misli, s krediti bom nekako prišel do te cene, recimo za novogradnjo za 450 ali pa pol milijona, nimam denarja, ne, in si reče, bomo noter živeli in bomo že potem videli, kaj bomo naredili, ne. Ampak dejansko pa potem, recimo, ko so nekaj časa noter in vidijo, kaj vse je treba prenoviti in pa lahko pride, tisti drugi del, ki je treba pa, to se pravi prenova, ki je treba pa prenoviti, recimo, če so dotrajane inštalacije, elektroinštalacije, vodovodne inštalacije, tla, stene, kopalnice in tako naprej, in potem se pa lahko recimo ta razlika med novogradnjo pa rabljenimi stanovanji bistveno zmanjša oziroma celo mogoče preseže. Tako da je od primera do primera treba pogledati vse. Kaj pa po vas? Jaz bi se tukaj strinjala in sicer menim, da je ta odgovor, zakaj se odločajo za rabljene nepremičnine, odgovor je večplasten oziroma ima več razlogov, ne. Kupci so tudi precej različni. Eden je definitivno lokacija pa mikrolokacija, ker lahko dobiš boljšo mikrolokacijo pri rabljeni nepremičnini, drugi je finančni vidik, na koncu pa tudi psihološki vidik, ne. Ko pa kupec stopi na neko parcelo starejše hiše, kaj je prva stvar, ki jo mogoče naj pogleda, preden sploh stopi v objekt, so to razgledi, osončenost, dostopi, kaj bi še mogoče izpostavila? Jaz bi tako rekel, no, hiša se večinoma kupuje zaradi tega, da imaš parcelo, ne. Se pravi, če ti kupuješ hišo samo zaradi tega, da imaš neko stanovanje brez neke lepe parcele in tako naprej, je ponavadi boljše, da greš potem kar sam v stanovanje direktno, ne. Se pravi, da je prva tista stvar, da mora imeti hiša, neko parcelo, fajn je recimo, da je ravna, osončena, da imaš recimo izhod iz hiše na parcelo, da lahko povežeš kuhinjo z nekim malim mini piknik prostorom in tako naprej. Postava zunanjosti. Tako, to je to. To je v bistvu, po mojem mnenju za hišo, ne. Potem pa seveda, ko prideš v hišo noter, je pa treba pogledati druge stvari, recimo, sploh če gre za staro gradnjo, višine stropov, recimo v polkleti te starogradnje ponavadi so zelo nizki, tako da tam neko bivalno površino je težko narediti, so pa recimo potem nadstropja pa mansarde so pa višji stropovi, recimo pri tej, starih hišah 50-100 let in tako naprej, ne. Potem druga zadeva je treba je pogledati, kaj lahko dejansko ti s to hišo narediš, ne. Recimo tlorisno.
Se pravi, bistveno je pogledati, kako so ti nosilni zidovi. Nosilne zidove načeloma tudi lahko rušimo, ampak je to večji strošek, statik, preklade, betoniranje dodatno in tako naprej. Možnosti tudi O, gradbena dokumentacija. Tako, ja. Kar Če pa, zamakne tako. cel proces in finančno in časovno. Tako. Če pa recimo je možnost neko dobro razporeditev narediti, da lahko samo porušiš te, bom rekel, stene, ki niso nosilne, ne, pa da lahko narediš neko večje prostore, ker zdaj so te trendi pač večjih prostorov in tako naprej, je pa to v bistvu, bom rekel, hitro rešljivo in taka hiša potem tudi privabi več kupcev, ne, sigurno. Se strinjam. Bi pa mogoče poudarila, da na prvem ogledu vseh teh stvari ni možno takoj videti, pogledati. Ne? In že rabiš nekega strokovnjaka. Ne? Mogoče bi se jaz na prvem ogledu bolj oprla na to. Jaz velikokrat prvi ogled rada primerjam z prvim zmenkom. Ne? Mogoče se sliši klišejsko, ampak je res. Ker vsak, ko je na trgu, nastopa kot kupec, ima nek svoj seznam prioritet, ki jih pač želi. Ne? In če kupuje rabljeno nepremičnino, mora sprejeti neke kompromise. Zagotovo bo težko odkljukal celoten seznam vsega. Ne? Tako da jaz bi prvo rekla, da se mora tam dobro počutiti. Ne? Da mora pogledati, kakšna je okolica, kakšne so sosedje, če je nepremičnina, če se tam vidi dolgoročno. Ne? In potem seveda vključiti strokovnjake gradbene stroke in pravne stroke, če se na to sam seveda ne spozna. Ne? Ker veliko teh situacij je rešljivih, ne, gradbenih in pravnih, je rešljivih ob pogoju, da nekdo sprejme določene kompromise in to uredi, če vse ostalo tok štima. Ne? Se pravi, ljubezen na prvi pogled. Ja. Pa vse je treba, to, kar je gospa rekla, v bistvu vse se da narediti, ne. Samo potem je stvar, bom rekel, cene neke, ne. Ker recimo lahko tudi, ne vem, konec koncev, če se pojavi neka vlaga ali pa karkoli v hiši, kar je pogosto v teh starih hišah, so potrebni odkopi, so potrebni hidroizolacije in vse te stvari, ampak to zadevo pač podraži, ne. Kako pa razpoznamo, da ima objekt težave z vlago? V bistvu vidi se, recimo, če so ta stanovanja, recimo starejše hiše, so ponavadi, bom rekel, imajo klet ali pa polklet. In recimo, če pridemo v ta spodnji prostor in da vidimo, recimo, da je na višini recimo pol metra, 1 meter, da se lušči scena in tako naprej, to gre pogosto za kapilarno vlago, kar pomeni, da vleče zidovi od tale slaba izolacija, logično včasih tega ni bilo, da je slaba izolacija in vleče po zidovih gore in potem ta voda, ki pronica skozi ta porozne materiale, pride in udari ven čez, bom rekel, čez zidove notranje. In to se vidi pač potem, da se ti zidovi luščijo, da so malo rumenkasti, zaudarjajo in tako naprej. Poplesne imajo. Poplesni, tako ja. Če je pa plesen v zgornjih, pa recimo tako po stenah, druge po stenah, pa to je pa pač zaradi same kondenzacije, recimo, ker so pač slaba izolacija zunanjih zidov, pa potem, ko je to po zrak in sladne se združta in potem ta nastane, bom rekel, Kaj pa bolj zahtevno za sanacijo? Kapilarna vlaga? Kapilarna vlaga definitivno, ker je potrebno, bom rekel, odkop zunanje strani, narediti pač hidroizolacijo z notranje strani. Če je pa potrebno recimo še rezati temelje, pa inicirati potem razne stvari noter, je pa to dejansko potem še dodatni visok strošek, čisto govorim. Spravi odpreti stene, če so recimo kakšne opaži ali kaj, verjetno se priporoča pa odstraniti te opaže, da se... To, če je recimo veliko te vlage, pa to, da mi potem vse na fino naredimo nova tla, naredimo nove stene in vse te stvari, slej ko prej nam bo udariti, če tega ne bomo sanirali nazaj. In je treba pač, če se že to lotevamo, te prenove, treba pa narediti kompletno zadevo. Kako pa prepoznamo kakšne problematične razpoke, da vemo, da so mogoče večji problem kot zgolj malo umeta? Prepoznamo jih tako, da jih pač vidimo, ne? Ampak, zdaj ene razpoke so, bom rekel, čist umetniške, lepotne, ne? To pomeni, da recimo, ko se je prvič belilo, ne, se ni dala emulzija in se potem nalagali na tisti upol 6-7krat gor barva in zdaj, ko prej to popoka, ne? Druga zadeva je pa recimo, če se konstrukcija, bom rekel, poseda, to se pa ponovadi vidi recimo dostikrat pri oknih, recimo te poševne, bom rekel, raze. In tako zaradi tega, ker so na okna največje obremenitve in recimo, če se del stavbe poseda, del pa ostane tako, se tam pokaže te razpoke.
ponovadi sežejo ne samo po tej etaži, ampak grejo tudi gor. In takrat je pa pol res, bom rekel, kar problem. Kako pa preveriti stanje temeljev? Če sploh objekt ima temelje, ne? Ja, Starejši temelje, objekti so recimo, to starejše hiše so imele dobre temelje, bom rekel. Široke, debele. Ampak niso bili pa tako armirano, recimo betonski, ne, kot so zdaj. Mogoče ni sam problem v temeljih včasih, ne. Problem je tudi v bistvu v sami lokaciji te hiše, okolice, recimo. Mi smo enkrat prenavljali stanovanje v bloku na Prulah in recimo za enega konca stanovanja na drugega je bilo 10 cm razlike višinske, ne. To pomeni, da se je recimo v 100 letih pač blok na eni strani posedel za 10 cm, kar verjamem, da so dali takrat, ko so to delali tla v ravnino, ne. In to se dogaja pač zaradi tega, ker so pač tudi tla, bom rekel, se malo posedajo in tako. Ja, to je tudi verjetno nekaj, kar je treba biti zelo pazljiv, da je objekt, sama lokacija objekta, da ni na kakšnem plazovitem območju, poplavnem območju. Tudi to je en aspekt, ko verjetno Ja, vse je treba gledati. velja. Kaj pa streha? Kako razpoznamo streho, ki je potrebna menjave, ne zgolj estetske? Zdaj, ja, če streha pač na starejši hiši, logično, če bomo prenavljali, se začne prenova od zgoraj dol, ne. Če želimo mi recimo neko mansardo urediti v tej taki hiši, ne, se pravi, ne moramo zdaj urediti mansardo, pa narediti izolacijo, pa knov, pa vse te stvari, pa tla nova, pa stene, pa vse. Pa nam bo pa streha puščala. Se pravi, začnemo zgoraj dol in gremo. Streho je definitivno treba zamenjati, jo odpremo, pogledamo, kateri les je zdrav, bom rekel še, ne. Dostikrat se zgodi recimo, da so tramovi in lege, vse te stvari v redu. Najdejo se pa tudi recimo, bom rekel tako, da jih pač črvi ali karkoli že druga, strohnijo in tako, in te tramoje pač treba zamenjati, to se vse pregleda, tisto, kar je za odstraniti, se zamenja, se naredi nova podstreha in streha in to je to. Po mojih izkušnjah tudi včasih so te starejše strehe imajo lege na mansardah na nekih nižjih pozicijah, ki ne omogočajo bolj dobre sojne višine, pa če se dela nova streha, ne, se lahko to prilagodi, da dobimo bolj uporabljen prostor. To se prilagodi, lahko se pozida, ampak to spet potegne za sabo določene stroške, spet se recimo potrebni so določeni papirji in to potem vse skupaj malo zavleče, zaradi tega, ker gre za dvig hiše. Ni nujno, da se samo konstrukcija spremeni. Lahko se tudi konstrukcija, ampak v vsakem primeru potrebuješ delno gradbeno dovoljenje. To pa, ja. Kaj pa komunalna infrastruktura? To je tudi nekaj, kar je fino paziti, kadar se odločamo za nakup starejšega objekta, ali ima dovod vode, ali ima elektriko, kako je urejena kanalizacija, kakšne so vajine izkušnje, kako se to preveri. Imela sem namreč en primer, ko nismo našli greznice. No. Pač, Okay. naj bi bila, lastniki so rekli, da je. Ni bilo. In ni bilo. Pol so jo menda našli, čez ne vem koliko časa, ampak ja, tudi take stvari se zgodijo, ko je treba odkopati pol parcele, ne, da se. Ne. Mislim, kar je to, najprej se fizično pogleda, kako je ta stvar, kot ste vi recimo, ne. Se pravi, načeloma voda v nekih normalnih hišah je, bom rekel, elektrika ponavadi je. To so itak stvari, ki se dajo preveriti tudi, bom rekel, pravno na pravnih enotah, mislim, ampak itak je to v naravi, bom rekel, vidno, kar je edino, recimo, tako kot ste rekla, greznica, kanalizacija, pa to ne. To se pa tudi preverja, bom rekel, pač po teh vodih, recimo so razni portali in tako naprej, ko lahko pogledaš, do kam pride kanalizacija, do kam pride elektrika in vse te stvari. No. Če je že recimo neka nepremičnina ful daleč odmaknjena, če pa v nekem naselju, pa tako pa večinoma to urejeno. Ja, in ne nazadnje tudi internet. Tudi. To so pomembni detajli Tako, za sodoben način bivanja. Ne. Čeprav bo mogoče šlo tudi v drugo smer, da boš hodil iti v neko, kjer internet ne bo več lovil. Nisem še imela takih Ja, ampak investitorjev. mogoče, ja. Bo prihodnost, ja, Ja. možno. S tem se strinjam. Ja, zdaj, starejši objekti po večini so energetsko niso tako učinkoviti kot novejši. Kako relevantne so še sploh energetske izkaznice? Je to, morali bi ga imeti vsi objekti, ampak Po mojem mnenju in izkušnjah so energetske izkaznice
postale nujno zlo pri rabljenih nepremičninah. Ne. Pogosto energetske izkaznice izdelujemo že nadaljavo, ne. Pregledi objektov se ne izvajajo več toliko dosledno in toliko natančno, moramo jih imeti. Ne. Bolj bi rekla, da so relevantne pri novogradnjah. Seveda tudi pri starejših nepremičninah je pomemben faktor, ali je energetski razred C ali F, ne. Vseeno imaš boljši občutek, veš, kaj te čaka, veš, kje si, ampak pri novogradnjah pa sploh. Ker če je dober energetski razred, potem je to povezano z nizkimi obratovalnimi stroški, ki jih boš plačeval v naslednjih ogromno let. Kako se pa starejše objekte prilagodi novim energetskim zahtevam? Ne vem, mogoče bi sam dopolnil za energetsko izkaznico. Energetska izkaznica je nek približek, bom rekel. Vsega tega lahko je dober približek ali pa slab približek. Ne. Fora tem, da pač recimo upošteva, kakšna so okna, upošteva fasado, upošteva, bom rekel, gorilno telo, se pravi, imaš peč ali imaš recimo toplotno črpalko ali karkoli drugega, ne upošteva pa tega recimo teh detajlov. Se pravi, recimo okrog okna je lahko slaba obdelava, ne. In so tam toplotni mostovi in tam energija uhaja ven. Lahko je recimo stiropor pa te stvari, so toplotni mostovi in tako, in je spet porabimo več energije, kot dejansko prikazuje energetska izkaznica, ne. To je v bistvu, bom rekel, tukaj pri tej energetski izkaznici problem, no. Ja, in štejejo že same malenkosti, ne. Tudi žaluzije ni enako, če so vgrajene od zunaj, ne, ali so na okno pritrjene. Tako, ne. Že take malenkosti štejejo na koncu. Ja. Se pravi, je pa veliko opcij, da energetsko učinkovitost starejšega objekta izboljšamo, seveda pa to spet potegne za sabo Denar, ja. stroške. Če bi morala izpostaviti kakšno rdečo zastavico, ob katerih bi stranki, če bi vaju povabili zraven na ogled starejšega objekta, če bi jim svetovala tega pa ne kupiti, kaj bi bili te glavni rdeče zastavice? Recimo, če spet govorimo o starejši hiši, ne, je treba definitivno pogledati vlago. Se pravi, ker to se mi zdi, bom rekel, velik strošek, da je treba narediti odkope, novo hidroizolacijo, nova tla in tako naprej. Potem, tako kot sem prej omenil, razporeditev teh nosilnih sten, se da marsikaj narediti, pa tako, no, ampak to spet podraži. Tako. Ne. Recimo, pač treba je pogledati, da se da z čim manjšimi stroški nekako narediti tisto optimalno prenovo, da so prostori lepo veliki, da so razsvetljeni in tako naprej. Treba pogledati, ali so nova okna, ali bo treba fasado narediti, ali bo treba novo streho narediti. To je to. Recimo pri stanovanju ni toliko stvari, recimo, če gledamo, ni toliko nepričakovanih zadev, kot je recimo pri starejših hišah. Pri starejših hišah, če bo nekdo rekel, ko bo začel prenavljati hišo, bo rekel, to bo stala prenova recimo, ne vem, 150,000 evrov, ne, je treba računati potem še približno 20% gor, ali pa 30 recimo, če bo šel pa prenavljati staro stanovanje, ne, pa nimaš tukaj teh nepredvidljivih zadev, recimo nimaš fasade, nimaš strehe, nimaš ono. Ker ko začneš po stari hiši razkopavati, se najde res ogromno stvari. Ni konca, ja. Kaj pa bi vi izpostavili mogoče? Jaz bi izpostavila neurejeno lastništvo, ker določene gradbene napake po mojem mnenju lahko prej saniraš, vsaj če imaš finančno konstrukcijo, medtem ko določenih pravnih anomalij ne moramo rešiti. Ne. V praksi jih včasih sploh ne moramo, ne glede na to, da smo pripravljeni to urediti oziroma financirati. Ne. Tako da jaz bi se najprej na to uprla, potem pa seveda na globlje konstrukcijske napake. Ne. No, kaj pa so glavne te pravne izzivi, ki jih srečujete pri starejših objektih, se pravi težave z lastništvom? Morda, Pri starejših objektih je ogromno takšnih situacij. Pogosto tudi lastniki sami niso s tem seznanjeni oziroma ne vedo. Nepremičnino pogosto dajo tudi sami na trg. Po mojih izkušnjah sploh ne vedo, ali imajo urejene meje, ali imajo registrski vpis v kataster, ali imajo urejen pravilen vpis, ali so dostopi do nepremičnine urejene, služnosti vpisane. Se malo zapletla.
Pravim, da že sam prodajalec bi mogel že skoraj poiskati strokovnjaka, preden se sploh odloči za prodajo starejšega objekta. Na terenu se nam dogaja, Ja. da prodajalci s tem niso seznanjeni. Ne? Nepremičnine moramo prodati po nekem kratkem priročniku, kako v 3 korakih prodati nepremičnino, ampak se moramo tega lotiti malo bolj sistematično. Ne? Spet, enostavnejše je mogoče pri stanovanjih, pa pri novejših rabljenih nepremičninah, ki vseeno niso stare 50-100 let ali še več. Ne? Ampak še zmeraj je toliko posebnosti in podrobnosti, da Sprej, kaj pa torej bi morali urediti, preden se da starejši objekt na trg? Uporabno dovoljenje? treba je pogledati, torej, kako je urejeno lastništvo v zemljiški knjigi. Če so urejene poti do same nepremičnine, če so mora biti vpisane kakšne služnosti, hipoteke, zaznambe. Zdaj tudi, če je hipoteka, marsikdo se tega zelo straši. Ne? Da danes večina ljudi kupuje nepremičnino z hipoteko. To ni sporno, nič ni takšnega, če je le potem pravilno pogodbeno pravno urejeno. Ne? To je čisto normalen postopek. Prav pa je, da smo s tem seznanjeni, da znamo seznaniti prodajalca in kupca, na kak način bo to potekalo, na kak način bomo to pravno uredili, da bo ta oba zaščitena in zavarovana. Ne? Potem pa pri hišah seveda je zelo pomembna tudi lokacijska informacija, ne? Ki nam pokaže ravno, kje so ti vodi, kakšno namensko in dejansko rabo ima samo zemljišče, pove nam oznako samega zemljišča, kjer potem po prostorskih načrtih lahko poiščemo, kaj lahko sploh mogoče spremenimo, dogradimo, naredimo na tem zemljišču še, ne? In seveda gradbeno in uporabno dovoljenje. Pri starejših nepremičninah je skoraj da izjema, da najdemo primer, kjer je vse popolnoma urejeno in skladno z gradbenim dovoljenjem. Ne? Teh situacij je v Sloveniji večina. Se pravi, to se ureja, preden gre objekt v prodajo? Se pravi, Naj bi se. Naj bi se. V praksi se pa pogosto izkaže, da se žal ne. Pa šele potem, ko prodajalec vstopi na trg, najde kupca, se neke te anomalije in zadeve pokažejo, da niso urejene. Ne? Kako pa naj potencialni kupec ugotovi, oziroma kje naj poišče vse te informacije? Pri nepremičninskem posredniku? Ali kako? Ker recimo ljudje sploh ne vejo, oni vidijo eno hišo, ko se jim zdi fajn lokacija, recimo. Ja. Vse te informacije sicer bolj ali manj so javno dostopne, ampak jih je treba znati poiskati, treba je tudi vedeti, kaj natančno gledati, ker je toliko specifik, da enostavno, če se s tem ne ukvarjaš na dnevni bazi, težko sam te zadeve poznaš oziroma jih raziščeš. Ne? Jaz bi vsekakor svetovala, da se obrnejo na nepremičninsko agencijo, še bolje pa mogoče na pravnika. Ne? Ampak pravnika, ki se ukvarja z nepremičninskim pravom, to se mi zdi pomembno izpostaviti, ker tudi jaz mnogokrat srečam pri strankah, imajo kakšnega prijatelja, znanca, ki je pravnik, ne, in nam potem zadeve precej oteži, ker se mogoče ukvarja z delovnim pravom, ne pa z nepremičninskim pravom. Ne. Vse ima pa toliko svojih specifik in posebnosti, da potem hitro naletimo na neke ovire. Ne. Imam eno pravno dilemo, ne. Poznamo, v Sloveniji je veliko objektov bilo grajenih v prejšnjem režimu, ko so veliki objekti mišljeni za več generacij, zdaj pa ne, se to nekako proba razdeliti na več bivalnih enot, ki bi jih ljudje tudi radi kdaj ločeno prodajali. Do kakšnih težav lahko pride v tem primeru? To gre za etažiranje objekta, ki pa v določenih primerih, kakor jaz vem, ni možno. Ne? Včasih res, da ni možno. Ne? Je pa res, da samo etažiranje je še nekako možno urediti, ne? Če je le v naravi to možno, če ni nekih lastniških sporov, je samo etažiranje po evidencah možno urediti. To pa ne pomeni, da je to skladno s gradbenim dovoljenjem in da je to potem popolnoma legalna zadeva. Ne? Zato mogoče tudi, če se navežem na prejšnje vprašanje še glede uporabnih dovoljenj. Ne? Uporabno dovoljenje je tisti zadnji dokument v seriji dokumentacije, ki nam pove, da je nepremičnina skladna z gradbenim dovoljenjem in varna in primerna za uporabo. Ne? Res pa je, da v praksi veliko starejših nepremičnin tega nima, oziroma velika večina. Ne? Novi gradbeni zakon nam je to precej otežil pri starejših nepremičninah. Ne? Zdaj, ker banke za hipoteke zahtevajo uporabno dovoljenje. Tako, po sprejetju gradbenega zakona je bila celo taka situacija, da bi takrat še naj celo notarji preverjali to. Ne? To se je potem zelo hitro omililo.
Zdaj pa tudi banke več ne zahtevajo uporabnih dovoljenj za objekte, ki so bili grajeni skladno z gradbenim dovoljenjem do leta 2018, ampak pogoj je, da so skladni z gradbenim dovoljenjem, ne? Ker enostavno transakcije so stale, ljudje niso morali dobiti kredita, niso morali kupiti, nepremičnine so stale in Ja. Meni se zdi, v bistvu, če tole dodam, tole zelo zanimivo vprašanje, no, pa se mi zdi, da se mogoče v javnosti premalo o tem govori, ne. Mi dostikrat govorimo o tem, da je pomanjkanje stanovanj in vsega tega, da mladi nimajo kje živeti, pa tako naprej, ne. Vemo pa po drugi strani, da so se v 70 letih pa tudi prej gradile velike hiše, ne. In ravno to, kar je gospa omenila, ne, recimo, v tej veliki hiši bi radi živeli recimo več družin, ne. In dejansko v fizični obliki to ločiti ni noben problem. Ne. Se pravi, mi naredimo 3 stanovanja, ločimo vse tako, ampak s papirji pa tega mi ne moramo urediti, zaradi tega, ker recimo na določeni lokaciji so lahko dovoljene samo enostanovanjske ali pa dvostanovanjske hiše, ne. Po In občinskem po občinskem prostorskem načrtu. In če bi bilo tukaj dovoljeno, recimo, da narediš ti 3-stanovanjsko hišo, to pomeni, da bi lahko tudi mi pravno uredili in hišo razdelili na 3 dele, tako kot da je nek mini blok, ne. In recimo na ta način bi marsikdo, recimo tudi od teh mladih, recimo ostal doma, da bi lahko to pravno uredil, ne. Ker moramo vedeti, okej, recimo imamo starše, potem pa pride otrok od enega starša, ampak nekdo se preseli sem, ne. In recimo on, ki se preseli, vlaga v to hišo noter, kjer dejansko nima nič, ne. Če bi pa recimo lahko se to pravno ločili, bi ona dva imela svojo enoto, vzela tudi posojila na to svojo enoto, ne, bi pa recimo bilo veliko več vlaganja in bi te hiše, ko so zdaj dostikrat prazne, ostaja eden ali pa mogoče 2 noter v taki veliki hiši, ne, bi se lahko naredili iz njih stanovanja, mini bloke in bi recimo rešili marsikateri, bom rekel, ta problem. Ampak tukaj bi bilo treba pač zakonodajo spremeniti, da bi bilo možno narediti na lokaciji, kjer pač ni več stanovanjsko dovoljeno. To, kar v naravi že itak Obstaja. obstaja. Tako, drži. kar v naravi narediš mimogrede, naprimer narediš prenovo, pa narediš 3 enote, da bi se dalo tudi pravno to narediti in da lahko recimo nekdo, če se odloči, potem tudi to enoto recimo svojo proda na trgu, ker je v zemljiški knjigi on kot lastnik vpisan. tudi lažje bi jo seveda prodal, ne, kupci bi lahko pridobili hipotekarni kredit. Tako, to je to. Ja, to je To bi rešil velik problem recimo z stanovanji, ker vidim, kaj se dogaja v praksi, no. Ja. Čisto, ko prenovljam hiše. Ja, tudi sama sem že srečala ta problem. Kaj pa predkupna pravica? Če se pojavi tak ali podoben objekt, kjer je to mogoče, do kdaj velja predkupna pravica nekih drugih lastnikov v tem objektu? Do 5 enot? Do 5 enot. Predkupne pravice v Sloveniji so precej pogoste na različnih segmentih. Poznamo pogodbene in zakonske predkupne pravice. Zdaj, pri teh predkupnih pravicah, ki ste jih prej omenili, gre za stavbo, ki ima 2 enoti? dve enoti. Pardon. Gre za stavbe z najmanj 2 posameznima deloma do 5 posameznih delov. V tem primeru potem obstaja zakonita predkupna pravica ostalih etažnih lastnikov. Potem poznamo še predkupno pravico v solastništvu. To se pogosto pojavi na kakšnih parkiriščih, kjer so urejena solastništva, ali pa na kakih skupnih delih, kjer so vseeno posamezno vpisane etažne lastnine in ni vpisano v zemljiški knjigi kot lastništvo vsakokratnega lastnika posameznega dela, ampak solastništvo z imenom in priimkom. V tem primeru potem posebnost je pri kmetijskih zemljiščih seveda, ne, tam imamo precej predkupnih pravic, in pa predkupne pravice na ravni občine in države. Kaj pa služnosti? To zna biti tudi en velik izziv sploh pri starejših objektih, če recimo ni urejena ta stvar. Ja, služnosti znajo biti res precejšnji izziv. V praksi pogosto se tudi sosedje ne razumejo najbolje in je Slovenija. Ja, Slovenija, in je te težave težko uskladiti oziroma jih urediti. Problem je, če služnost je vpisana, in problem je, če služnost ni vpisana. Ker če služnost ni vpisana, pa nimamo dostopa do poti, pa tudi če je se 20 let nekdo vozil oziroma prodaja nepremičnino, pa mogoče sploh ne ve, da nima legalnega dostopa do svoje nepremičnine. Potem mi začnemo to urejati in se potem hitro pojavi kak dodaten strošek, ki ni bil predviden, ker je običajno to treba tudi plačati, če niso najboljši odnosi.
Zdaj, nekatere služnosti pa so tudi ovira, recimo, kakšne starejše nepremičnine imajo vpisane služnosti dosmrtne pravice bivanja, ne, za kakšne osebe, ki so mogoče v tujini, ki jih ni že leta in leta v Sloveniji, pa te služnosti ni mogoče na tak enostaven način izbrisati, če mogoče niso več v stiku, ne prihajajo sem. Pa mora vse te podatke o vseh teh legalnih zadevah, mora to zagotoviti prodajalec ali je breme preverjanja na kupcu? Naj bi jih zagotovil prodajalec in kupce za vsem tem seznanil, seveda. Ne? Ampak težava je, ker prodajalec pogosto sam s tem ni seznanjen. Zato so kupci, po mojem mnenju, pa po izkušnjah, postali veliko bolj ozaveščeni sami. Ne? Veliko stvari že znajo sami preveriti, oziroma se prej obrnejo na nekoga po pomoč. No, to je pa kar res, ja, tudi po mojih izkušnjah. Kaj pa je mogoče pri stanovanjih? Prej smo že rekli, no, da je lažje operirati s starejšimi stanovanji, pa vseeno, mogoče so še kakšne posebnosti, ki je pa pri stanovanjih treba biti bolj pazljiv. Ja, seveda. Pri stanovanju ne kupuješ v bistvu samo svojih kvadratov stanovanja, ampak kupuješ tudi skupne dele, sosedske odnose, neko sobivanje, in tam je potrebna posebna pazljivost pri raznih skupnih prenovah. Kdaj je bila obnovljena streha, fasada, kakšen je rezervni sklad, koliko denarja je zbranega, kakšne obnove so predvidene, se bo imel kak kredit. To lahko zelo hitro poviša strošek upravnika za nekaj 100 evrov tudi. Ne? Se pravi, vedno so pol vseeno sosedje, ne? In pri hišah in pri stanovanjih so v igri sosedje, kar vedno prideš pol v neko okolje, ki so eni odnosi, ne, sploh če se kupuje starejšo nepremičnino, ko imajo verjetno obstoječi lastniki en odnos. In ko pride nekdo drug nov, je tudi to lahko čist tak preprost človeški izziv novosti, ko se recimo sosedje malo z rezervo uprejo. Kaj bi pa mogoče svetovala ljudem, ko pridejo v novo okolje? Naj se predstavijo, naj nesejo majhna darilca sosedom. Piknik. Ja, v kakšni ulici je to zelo primerno. Ja. Ne? V večstanovanjskih stavbah, v blokih ne opažam sama te prakse, da bi se ljudje mogoče tako predstavljali, se pa potem tekom bivanja spoznajo, nekateri se zelo ujamejo, ne? V nekaterih večstanovanjskih stavbah so pa konstantne težave, ki se vlečejo že 10 let. Ja, Vse je odvisno od ljudi, Ja, ki so v res tisti je. okolici. Ampak lahko pa narediš, imaš pa priložnost, da narediš en nov vtis, Ja. ko se pride v neko novo okolje. Zdaj slučajno poznam en primer, ko so prišli novi sosedje, ki niso naredili vtisa na okoliške prebivalce. Si tudi prodajalci pogosto, sploh pri hišah, si želijo, da sploh, če imajo dobre sosedske odnose, če so na svojo nepremičnino navezani, so pogosto tudi izbirčni pri kupcih. Ne želijo prodati čisto vsakemu, ne? Ker jim ni vseeno, kdo bo prišel v to sosesko. Kako pa naj konec koncev kupec presodi, ali je nepremičnina vredna investicija ali bo vreča brzna? Jaz mislim, da prvi vtis je itak vedno tako. Recimo, če gre nekdo kupovati nepremičnino, je prvi pogoj to, da kupi, recimo, da gre več pogledati. Ker recimo, ko bo šel prvo pogledat, mu bo ful všeč. Pa bo šel drugo pogledat, pa mu prva mogoče ne bo več tako všeč. Ne. Treba preveriti par stvari in pol, recimo, tisto, kar je na prvi vtis, ti najbolj všeč, tisto je dejansko tisto pravo. Pa se začneš enkrat prepričevati, recimo, ja, pa se mogoče bo to, pa ono, pa drugo, pa tretje, ne. To ni to, ne. Prvi vtis je po moje najvažnejši, potem pa samo, da še stroškovno speleš stvar, tako kot je, da si dobro preračunaš, a bo šla stvar skozi, ali ne. To je bistvo. To je to. Ja. Seznam plusov pa minusov. Ja, tej zadevi je po mojem mnenju potrebno pristopiti racionalno in sistematično. Seveda so pomembna čustva, ne, ampak Ja. Kaj pa vidva, sta bolj pristaša novogradenj ali starejših objektov in te romantike? Mislim, mi pač pri novogradnji nimamo kaj delati, ker delamo prenove, ne. Pa da smo bolj pristaši starogradenj, ne, pač, ki jih pol prenovimo, pa naredimo novogradnjo.
Ja, mene starejše gradnje sicer privlačijo, ne, zdaj poznamo tudi res starejše gradnje ali pa te Ja. neke vmesne rabljene nepremičnine, ki so pogosto tudi bolj kvalitetne od samih novogradenj. Ne, to se To mi je zdi en res, zelo ja. pomemben vidik. Zelo res. Sem pa osebno bolj pristaš novogradenj, ampak kvalitetnih novogradenj. Bodi si gre za hiše, bodi si gre za stanovanja, kvalitetnih novogradenj. Zaradi energetske učinkovitosti, prilagoditve samih tlorisov, materialov, dolgoročno so stroški bivanja nižji, garancije in podobno. Ja, tukaj bi sam to se navezal, tako kot se lepo povedala, kvalitetnih novogradnj, ne. Ker vemo recimo, da na trgu nastajajo tudi nekvalitetne novogradnje, to pomeni Sej. recimo, da se neke hiše zgradijo ali pa recimo neka bloki in tako naprej in so potem že na začetku veliki problemi. Zgodi se tudi tako, so potem neke garancije pa tako naprej, ampak recimo, če eni ustanavljajo firme, da naredijo samo en blok, ne, in če ta firma gre v stečaj, potem so problemi recimo s tem, ne. Treba je paziti recimo, da tudi dejansko vzameš, bom rekel, ali pa kupiš novogradnjo neke uveljavljene, bom rekel, gradbenega podjetja, kakorkoli že, investitorja, ki je že dolgo na trgu, ki ni muha enodnevnica, ne, ker če ti on zgradi hišo in potem recimo gre v stečaj, težko uveljavljaš potem garancije, lahko imaš pa že z novogradnjo velike probleme. Res je, ja. No, jaz sem pristaš starejših objektov. Imam rada to romantiko, pa neskončno dela, seveda. Najlepša hvala vam za tale prijeten klepet. Upam, da smo podali kakšno kost za glodanje potencialnih kupcev starejših nepremičnin. Hvala vama. Hvala tudi vam za povabilo. Z veseljem, smo pa tudi na voljo seveda za vse dodatne informacije. Hvala. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.